zdravstvenim delavcem naklonil moči in zdravja, da bodo ustrajali v ljubezni do bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo cerkvijo zahvaljevati. Amen.
Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Dober dan, lepo pozdravljeni pri tej sveti maši. Danes je 4. postna nedelja. Včasih bi jo obhajali ne v vijolični barvi, ampak v rožnati. 4. postna nedelja nekako spominja na to, da smo na polovici postnega časa. In da postni čas ni namenjen temu, da bi se ljudje morali žalostiti, da bi morali biti žalostni in potrti, ampak da je namenjen temu, da se veselimo, ker se spominjamo tega, kaj vse je Bog v svoji ljubezni za nas naredil. Da bi se tisti, ki so žalostni, ki smo žalostni, lahko potolažili ob spominu na to, kako zelo smo ljubljeni, da bi znali pogledati okrog sebe v pravi luči, v pravi svetlobi in videti tisto vse, kar je lepo, kar je dobro. Tudi takrat, ko nam ne gre, tudi takrat, ko se nam načrti podirajo, tudi takrat, ko smo proti naši volji, prisiljeni k temu, da smo več časa doma, da bi znali prepoznati, kaj vse dobrega, lepega Bog vsak dan okrog nas ustvarja in daje. Vas povabim, da na začetku te maše za trenutek pomislimo na pretekli teden, v mislih obudimo hvaležnost za vse tiste trenutke, ko smo doživeli kaj lepega, ko smo se kaj novega naučili, ko smo kaj novega lepega izkusili, doživeli, da se zahvalimo tudi za vse ljudi okrog nas, preko katerih izkušamo, doživljamo, prepoznavamo ljubezen. Obenem pa je prav, da obudimo tudi kesanje za vse tiste trenutke, ko mi sami za to ljubezen, ki jo prejemamo, nismo bili dovolj hvaležni, nam morda nismo bili dovolj pozorni, pa tudi za vse tiste trenutke, ko smo morda ljubezen, ki bi jo lahko dajali naprej, zadržali zase in smo opustili ali pa zamudili priložnost, da bi nekomu kaj lepega naredili, kaj lepega storili. Vsemogočnemu Bogu. In vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas prevedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Molimo. Nebeški Oče, veselimo se, da je Tvoj Sin spravil človeški rod s seboj. Pomagaj svojemu vernemu ljudstvu, da se bo z iskrenim prizadevanjem in živo vero pripravilo na prihodne praznike. To prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Pa prisluhnimo Božji besedi. Prvo berilo je iz 1. Samuelove knjige. Tiste dni je Gospod rekel Samuelu: napolni svoj rog z oljem in pojdi. Pošiljam te k Betlehemcu Jeseju, kajti med njegovimi sinovi sem si izbral kralja. Ko so prišli v Betlehem in je zagledal Elijaba, si je rekel: gotovo je tu pred Gospodom njegov maziljenec. Gospod pa je rekel Samuelu: ne glej na njegov videz, ne na njegovo visoko postavo, kajti odklonil sem ga. Zares, Gospod ne vidi, kakor vidi človek. Človek namreč vidi, kar je pred očmi, Gospod pa vidi v srce. Jesej je pripeljal 7 svojih Samuela. Samuel pa je rekel Jeseju:
teh Gospod ni izvolil. Potem je Samuel rekel Jeseju, so to vsi mladeniči? Jesej je rekel, ostavi še najmlajši. Glej, ta pase drobnico. Samuel je rekel Jeseju, pošli pon in naj ga pripelje, kajti ne sedemo za mizo, dokler ne. Poslal je pon in ga dal pripeljati. Bil je rdečkast, lepih oči in prijeten na pogled. Gospod je rekel, vstani, mazili ga, kajti ta je. Samuel je vzel rog z oljem in ga mazil v sredi njegovih bratov. Od tega dne naprej je Gospodov duh napolnjeval Davida. To je Božja beseda. Bogu hvala. Odpev, Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka, na zelenih pašnikih mi daje ležišče, k vodam počitka me vodi, moja duša oživlja. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Vodi me po pravih stezah zaradi svojega imena, tudi če bi hodil po globeli smrtne sence, se ne bojim hudega, ker si ti ob meni, tvoja palica in tvoja gorjača sta mi utolažila. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Pred mano pogrinjaš mizo v priču mojih nasprotnikov, z oljem mi glavo maziliš, moja čaša je prepolna. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Le dobrota in milina me bosta spremljali vse dni mojega življenja. Prebival bom v hiši Gospodovi vse dni življenja. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Efežanom. Bratje in sestre, nekoč ste bili tema, zdaj pa ste luč v Gospodu. Živite kot otroci luči, kajti sad luči je v vsakršni dobroti, pravičnosti in resnici. Preizkušajte, kaj je všeč Gospodu. Ne sodelujte pri Jalovih delih teme, marveč jih obsojajte. Kar namreč oni počenjajo na skrivaj, je že omenjati sramotno. Vse, kar je obsodbe vredno, se razodeva po luči. Kajti vse, kar se razodeva, je luč. Zato je rečeno, prebudi se, ki spiš, in vstani od mrtvih, in razsvetlil te bo Kristus. To je Kristus. To je Božja beseda. Bogu hvala. Jaz sem luč sveta, govori Gospod, kdor hodi za menoj, bo imel luč življenja. Gospod z vami In s tvojim duhom. iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je šel Jezus iz templja in zagledal človeka, ki je bil slep. Njegovi učenci so ga vprašali, učitelj, kdo je grešil? Ali njegovi starši, da se je rodil slep? Jezus je odgovoril, ni grešil ne on, ne njegovi starši, ampak na njem naj se razodenejo Božja dela. Dokler je dan, moramo opravljati dela tistega, ki me je poslal. Pride noč, ko nihče ne more delati. Dokler sem na svetu, sem luč sveta. Ko je to izgovoril, je pljunil na tla in slino naredil blato. Pomazal mu je z blatom oči in mu rekel, pojdi in se umij v vodnjaku Siloa, kar v prevodu pomeni poslanje. Odšel je torej in se umil. Ko se je vrnil, je videl. Sosedje in tisti, ki so ga prej videli, da je bil berač, so govorili, ali ni to tisti, ki je posedal in beračil? Eni so govorili, on je. Medtem ko so drugi govorili, ne, podoben mu je. Sam pa je govoril, jaz sem. Rekli so mu torej, kako so se ti torej odprle oči? On pa je dejal, tisti človek, ki se imenuje Jezus, je naredil blato, mi z njim pomazal oči in mi rekel, pojdi v Silovo in se umij. Šel sem tja, se umil in spregledal. Rekli so mu, kje je tisti? Dejal jim je, ne vem. Človeka, ki je bil prej slep, so odvedli k farizeju. Tisti dan, ko je Jezus naredil blato in mu odprl oči, je bila sobota. In farizeji so ga spet spraševali, kako je spregledal. Dejal jim je, blata mi je dal na oči, nato sem se umil in videl.
Nekateri izmed farizejev so tedaj govorili, ta človek ni od Boga, ker ne spoštuje sobote. Drugi pa so govorili, kako bi grešnik mogel delati takšno znamenja. In bil je razdor med njimi. Slepemu so tedaj ponovno rekli, kaj praviš o njem, ker ti je odprl oči? On pa je rekel, prerok je. Judije niso hoteli verjeti, da je bil slep in da je spregledal, dokler niso poklicali staršev tega, ki je spregledal. Vprašali so jih, je to vaš sin, v katerem pravite, da se je rodil slep? Kako da zdaj vidim? Starši so odgovorili in rekli, veva, da je to najin sin in da se je rodil slep. Kako to, da zdaj vidi, pa ne veva? In kdo mu je odprl oči, midva ne veva. Njega vprašajte, dovolj je star, sam ne govori o sebi. To so rekli njegovi starši, ker so se bali Judov. Judje so namreč že sklenili, da bodo vsakogar, ki bo Jezusa priznal za Mesija, izuzeli. Zato so njegovi starši rekli, dovolj je star, njega vprašajte. Tedaj so farizeji drugič poklicali človeka, ki je bil prej slep, in mu rekli, daj čast Bogu, mi vemo, da je ta človek grešnik. On pa je odgovoril, če je grešnik, ne vem. Eno pa vem, da sem bil slep in da zdaj vidim. Tedaj so mu rekli, kako ti je storil, kaj ti je storil, kako ti je odprl oči? Odgovoril jim je, povedal sem vam že, pa niste poslušali. Čemu hočete znova slišati? Bi mar tudi mi radi postali njegovi učenci? In ozmerjali so ga in mu rekli, ti si njegov učenec, mi pa smo Mojzesovi učenci. Mi vemo, da je Mojzesu govoril Bog. O tem pa ne vemo, odkot je. Mož jim je odvrnil in rekel, to je res čudno, da ne veste, odkot je. Meni pa je odprl oči. Vemo, da Bog grešnikov ne usliši. Kdor pa Boga časti in izpolnjuje njegovo voljo, tega usliši. Od vekomaj se ni slišalo, da bi kdo od rojstva slepemu odprl oči. Če ta ne bi bil od Boga, ne bi mogel ničesar storiti. Odgovorili so in mu rekli, ves si rojen v grehih, pa nas boš učil. In vrgli so ga ven. Jezus je slišal, da so ga vrgli ven. Našel ga je in mu rekel, veruješ v Sina človekovega? In ta je odgovoril in rekel, kdo je to, Gospod, da bi veroval van? Jezus mu je rekel, videl si ga, ta, ki govori s teboj, ta je. Tedaj je dejal, verujem, Gospod, in se je pred njim poklonil do tal. In Jezus je rekel, za sodbo sem prišel na svet, da bi videli tisti, ki ne vidijo, in oslepeli tisti, ki vidijo. To je slišalo tudi nekaj farizejev, ki so bili pri njem in so mu rekli, smo morda tudi mi slepi. Jezus jim je dejal, če bi bili slepi, ne bi imeli greha, ker pa pravite, vidimo, vaš greh ostane. To je Kristusov evangelij. Kristus. Današnja Božja beseda je kar dolga, sploh evangeljski odlomek, ki pripoveduje o tem slepem možu, ki ga je Jezus pozdravil, ki mu je Jezus vrnil vid. Predno se lotimo te Božje besede, vas povabim, da poskusite sami pri sebi pomisliti, izbrskati morda iz spomina kakšno izkušnjo, kako, če ste kdaj že bili če ste se kdaj znašli brez svetilke v temi. Morda ste bili kje doma, morda ste bili kje v naravi. Kakšen je občutek, ko mi, ki v glavnem hodimo po svetu tako, da gledamo, bolj kot da poslušamo pa vonjamo, ko ne moremo več videti, ko ni svetlobe, da bi se lahko orientirali, da bi lahko vedeli, kam naj gremo, da bi lahko videli morda ovire na naši poti. Kakšen je občutek, ko ne vidimo? Tisti, ki ste navajeni morda malo več biti zunaj, po noči, lahko morda celo tudi obudite spomin na to, kako tema spremeni oblike stvari. Kako en grm, za katerega v svetlobi vemo, da je grm, lahko po noči postane na enemu človeku, ki nas opazuje.
lahko postane podoben, morda ne vem, enemu volku, enemu psu. Kako tema spremeni oblike, kako v temi mi ne vidimo pravilno. Še ena stvar je, če ste v naravi po noči zunaj, pa če ste morda celo zašli, ne najdete poti. Po noči nam svetujejo izkušeni stezosledci, po noči se ne splača hoditi nikamor, po noči je najbolje počivati. Zato, ker prvič, če smo se izgubili, po noči bomo težko videli pravo pot, ker ji ne vidimo. Drugič, po noči težje opazimo ovire na poti, se lažje spotaknemo, lažje kam pademo, se še po možnosti poškodujemo. Po noči v temi je najbolje počakati, da pride svetloba. Ker morda bomo celo uspeli hoditi v eno smer, ampak ne vemo, če je to prava smer. Tema spremeni veliko stvari v našem življenju, zato je luč, zato je svetloba tako pomembna. Luč, svetloba, pa jo lahko uporabljamo tudi v prispodobi. Namreč, nekaj je to, kar mi vidimo z našimi telesnimi očmi, nekaj je pa to, kar mi lahko vidimo, razumemo, prepoznamo tudi z našim srcem. In imamo dve luči, dva vira svetlobe, ki nam lahko pomagata stvari bolj prepoznavati v pravi luči. Ena luč je luč razuma. Če mi razumemo, kako stvari delujejo, nas jih neha biti strah. Če mi razumemo, kako deluje morje, zakaj se zgodi nevihta na morju, kako na morje lahko vpliva veter, ki potem naredi nevihto, ki naredi visoke valove. Potem razumemo, da zadaj ni neke pošasti, da zadaj ni nekega morskega božanstva. In v tem smislu nas tudi lahko neha biti strah. Še vedno je težko, če je nevihta na morju, ampak nas je manj strah, ko razumemo, kako stvari delujejo. Razum je ena luč. Druga luč, morda še bolj pomembna, pa je ljubezen. Stvari, zlasti pa ljudi, ne moremo presojati drugače kot v luči ljubezni. Šele v luči ljubezni lahko ljudi presojamo tako, kot jih vidi Bog, tako, kot so v resnici. Če se spomnite, v prvem berilu smo prebrali, kako je bil prerok Samuel poslan k Jeseju, da bi enega od njegovih sinov mazilil za kralja. In Samuel je, tako kot vsak od nas, najprej zaupal svojim telesnim močem. In je videl Elijaba, ki je bil visok in močan in si je mislil, zagotovo bo ta. In Bog reče Samuelu, ne glej na njegov videz, ne glej na njegovo visoko postavo, ker Bog ne vidi, kakor vidi človek. Človek vidi, kar je pred očmi, Gospod pa vidi v srce. In mi vsi smo povabljeni, da se učimo gledati na stvari in na ljudi, nase, tako kot gleda Bog. In Bog je nekdo, ki vedno gleda z ljubeznijo. To je tisti pravi, edini pravi pogled, ki nam pove pravo resnico o nekom. Ja, lahko je nekdo zopren, lahko je nekdo siten, lahko je nekdo morda celo tudi žaljiv, ampak če ga opazujemo z ljubeznijo, bomo slej ko prej opazili, da je tudi ta oseba žalostna, da je tudi ta oseba ranjena, da nima želje in namena biti taka, ampak da ne zna drugače. In namesto sovraštva bo v našem srcu zraslo usmiljenje, bo v našem srcu zraslo sočutje. In to je tisto, kar nas premakne. In to je tista luč, ki nam jo želi Jezus dati. Ta slepec, ki je bil v današnjem
evangelskem odlomku ozdravljen, je pravzaprav lik, ki predstavlja vsakega od nas. Vsakemu od nas mora Bog odpreti oči, da bomo lahko videli drug v drugem to, kar Bog vidi v nas in to, kar je naša resnica. In največja težava je v tem, da bi si kdaj, podobno kot farizeji, domišljali, da mi pravzaprav že vidimo in da ne potrebujemo, da bi nam kdo moral odpreti oči. Da bi, ne potrebujemo zdravnika, ne potrebujemo pomoči. Mi vedno potrebujemo pomoč. In Bog je tisti, ki nam to pomoč želi tudi vedno dati, ampak nikoli na silo. Da bi se torej lahko v tem preostanku postnega časa, ki je zdaj že na polovici, oziroma že malo čez, da bi lahko odpirali svoje življenje, svoje srce temu Božjemu delovanju, da bi lahko prepoznavali vedno bolj sami v sebi, drug v drugem, v naravi, morda celo tudi v koronavirusu. Vse tisto, kar je pozitivno, vse tisto, kar je dobro, vse tisto, kar nam Bog v svoji ljubezni pošilja ali pa dopušča. Da bi, predvsem pa, da bi imeli toliko svetlobe v svojem življenju, da nas ne bi bilo strah, da ne bi na stvari ali pa na ljudi projicirali tega, kar je v nas, naše negotovosti, naših strahov, naših dvomov, ampak da bi, kot rečeno, lahko vedno zvedali česom in s čistim srcem. Vas povabim, da vstanemo in skupaj spovemo našo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z očetom in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je vtresil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen in tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev. Priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem vstajanje mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Amen. Drage sestre in bratje, Kristus je prava luč, ki razsvetljuje vsakega človeka. Ponižno ga prosimo, da bi lahko hodili v luči te Božje navzočnosti. Ti, Gospod, si luč sveta, ki nas vodi iz teme v svetlobo, iz smrti v življenje, naj zvesto hodimo za teboj in postanemo deležni tvojega odrešenja. Prosimo te, usliši nas. Ti, Gospod, si slepo rojenemu odprl oči. Razsvetljuj voditelje narodov, da nas bodo vodili po poti miru in reda. Prosimo te, usliši nas. Ti, Gospod, si nas pri krstu naredil za ude tvojega skrivnostnega telesa, naj hodimo za teboj, da bomo deležni tvoje luči. Prosimo te, usliši nas. Ti, Gospod, bodi notranja luč vsem, ki s telesnimi očmi ne morejo zaznavati vidnega sveta, nas pa navdušuj za dela ljubezni. Prosimo te, usliši nas. Ti, Gospod, si prišel, da bi imeli življenje. Sprejmi v večno slavo naše rajne, ki so v življenju hrepeneli po tvoji luči. Prosimo te, usliši nas.
Gospod Jezus, ustvarjeni smo za luč. Pomagaj nam, da bomo živeli v resnici in bomo iskali svetlobo, v kateri živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Hvalim Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh. Tebi ga prinašamo sa zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja. Bogu čast in hvala. Posebno se ti pravila in te vode, naj postane deležni Božjega Kristusa, ki je postal deležen naše človeške narave. Hvalim Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli to vino. Tebi ga prinašamo sa trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača. Bogu čast in hvala vekomaj. Slavim, da smo že skresani, Gospod, in te danes naše reke. Izmi, Gospod, moja krivda, in očisti me mojih grehov. Molimo, sestre in bratje, da Bog vsemogočni Oče sprejme danes to našo skupno nedeljsko delitev. Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Gospod Bog, v naše ozdravljenje ti k veseli prinašamo darove. Pomagaj nam, da te bomo s to daritvijo primerno počrpali in jo darovali za zveličenje sveta po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod, z vami In s tvojim duhom. kvišku srca. Imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Postal je človek in človeški rod iz teme pripeljal ključi. Rodili smo se kot sužnji greha, v krstni vodi pa nas je prerodil in sprejel za Božje otroke. Zato te molijo nebesa in zemlje in ti prepevajo novo pesem. Tudi mi te z vsem angelskim zborom hvalimo in nenehno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Gospod Bog, zares si svet in dober do nas vseh. Vsem ljudem deliš svoje dobrote. Zahvaljujemo se ti predvsem za Jezusa Kristusa, tvojega Sina. Prišel je na svet, ker so ljudje zapustili tebe in niso med seboj več enih misli in enega srca. Odprl nam je oči in srce, da bi drug v drugem gledali brati in sestre, v tebi pa našega skupnega očeta. Sedaj nas je Jezus zbral okoli iste mize in želi, da bi tudi mi storili to, kar je on storil pri zadnji večeri. Predobri Oče, po svojem duhu posveti te darove kruha in vina, da se spremenijo v telo in kri tvojega Sina, Jezusa Kristusa. Tisti večer, preden je za nas dal svoje življenje in zadnjikrat sedel pri mizi s svojimi učenci in vzel v roke kruh, se ti zahvalil, ga razlomil in ga dal in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je vzel kelih, v katerem je bilo vino, se ti zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.
vere. Reši nas od rešenih sveta, ki si nas s svojim križem in vstajenjem odrešil. Sveti Oče, zato smo sedaj zbrani tu pred Teboj, da se veseli spominjamo vsega, kar je storil Jezus, da bi nas odrešil. S to sveto daritvijo, ki jo je sam izročil svoji cerkvi, se spominjamo njegove smrti in vstajenja. Nebeški Oče, prosimo Te, sprejmi tudi nas skupaj s svojim ljubljenim sinom. Prostovoljno je šel za nas v smrt, Ti pa si ga obudil od mrtvih. Jezus sedaj živi pri Tebi in vendar je vedno tudi med nami. Ob koncu sveta pa bo prišel v slavi in v njegovem kraljestvu ne bo nihče več trpel, nihče več jokal in nihče ne bo več žalosten. Sveti Oče, vabiš nas, naj iz te mize v veselju Svetega Duha prejmemo Kristusovo telo in kri. Naj nam ta sveti kruh in pijača podelita moč, da bomo vedno bolj dobri in ljubeči Tvoji otroci. Gospod Bog, papežu Frančišku, našemu škofu Stanislavu in vsem škofom, pomagaj tudi nam in vsem Kristusovim učencem, da bomo delali za mir in bomo vsem ljudem prinašali veselje. Vsem nam daj, da bomo nekoč živeli s Kristusom v nebesih in bomo z njim, z Božjo Materjo, Devico Marijo, Svetim Jožefom in vsemi svetimi zmeraj pri Tebi. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu. Tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Kot posinovljeni Božji otroci skupaj molimo, kot nas je učil moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. A reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, Tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, Ti si naš mir in naša sprava, ker si trpel in umrl za nas. Ne glej na naše grehe, ampak na vero v svoje cerkve. Utrdi jo v miru in ne vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospod mir, bodi vedno z vami. In s Tvojim duhom. Pa si podelimo pozdravljeno. Jagnje Bože, ki odjemlješ grehe sveta, nas. Jagnje Bože, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Bože, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blago povabljeni na Gospodovo gostijo. Vas še enkrat več povabim, da v tem trenutku
pripravimo svoje srce za duhovno obhajilo, ker ga pod podobo in kruha ne morete prijeti. Lahko pomislimo sami pri sebi, se spomnimo, Jezus je tisti, ki nas ljubi, ki želi biti z nami. Jezus, danes te ne moremo prijeti pod podobo kruha, pod podobo vina in vendar te želim sprejeti v svoje življenje. Zato ti pripravimo svoje srce in te prosimo, vstopi, pridi, pridruži se nam, bodi z nami. Dotakni se nas. Hvala ti, Jezus, da si z nami. Hvala ti za tvoj dotik. Hvala ti za tvoj objem. Naj živimo tako, da bomo vedno ohranili spomin in zavest, da si z nami, da te bomo lahko vedno našli in prepoznali v svojem srcu. Amen. Vas povabim, da skupaj zvolimo še tole molitev za zdravje v času epidemije. Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni posledic novega virusa in so preizkušani. Nakloni jim, da se jim bo zdravje izboljšalo. Njihovim svojcem pa nakloni poguma in zaupanja. Vsem vas, zdravstvenim delavcem, nakloni moči in zdravja, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsem na svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s svojo cerkvijo zahvaljevati. Amen. Sveta Marija, pomočnica kristjanov, prosi za nas. Sveti Rok, zavetnik zoper kužne bolezni, prosi za nas. Vsi božji svetniki in svetnice, prosite za nas. Molimo. O Bog, ti razsvetljuješ vsakega človeka, ki pride na svet. Razsvetli naše srce s svojo milostjo, da bodo naše misli tebe vredne in da te bomo iskreno ljubili. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Ob koncu te svete maše vas samo opozorim na to, da boste popoldan na naši župnijski spletni strani v tej isti novici, malo nižje, lahko našli povezavo do besedila, ki vam bo lahko v pomoč v premišljevanje o današnji Božji besedi še skozi teden, lahko ga prebirate sami, lahko ga prebirate v družini.
nekaj bo misel, nekaj bo tudi izzivov, da bi lahko glasbo te Božje besede, kot rečeno, še poglabljali, njegovo razumevanje, da jih vedno bolj obračali tudi v eno modrost, ki vodi in zaznamuje naše življenje, da bomo v resnici tudi mi vsak dan znova postali bolj podobni Jezusu in bomo bolj v resnici Božji sinovi in hčere. Naj nas pri tem spremlja tudi Božji blagoslov. Gospod, z vami in s tvojim duhom. Naj vas blagoslovi, vodi in varuje vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite in živite v miru. Bogu hvala. Christi.